galeriji mesta Ptuj so se po 5 letih odločili, da bodo pripravili pregledno razstavo del domačih ustvarjalcev, se pravi tistih, ki živijo na Ptuju, tukaj delajo, ali pa tistih, ki izhajajo z Ptuja in so svojo kariero nekako nadaljevali drugod, nekateri tudi celo v drugih državah. Čeprav je naslov razstave Inventura, ne gre za neko ad hoc razstavo naključno nabranih del, ampak smo se po razpisu in povabilu galerije izmed prispelih predlogov posameznih umetnikov odločili za zaokroženo zgodbo. Nekako že na začetku smo se odločili, glede na razpoložljivi razstavni prostor, da bomo izbrali dela približno 30 umetnikov, ne s po enim delom, ampak z neko skupino del, ki jih predstavljajo mogoče malo bolj zaokroženo. In skušali smo sestaviti zgodbo, ki bo podčrtala ta pravzaprav velik ustvarjalni potencial, naboj, ki sem ga, se mi zdi, začutil že takoj, ko smo pregledali dela, ki so prispela na razpis. Odločitev za zunanjega kustosa, kar sem jaz zdaj bil tu v tej vlogi, prihajam iz Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca, se pravi iz drugega konca Slovenije, pa čeprav sem tukaj na Ptuju preživel svoje prve mesece profesionalne službe, je nekako ena izmed možnosti takih preglednih razstav. Tudi v Slovenj Gradcu, ko smo delali preglede koroške umetnosti, smo že povabili v goste tudi tujega oziroma kustosa od drugod, ki nekako bolj objektivno pregleda stanje v lokalnem okolju. In se mi zdi, da tukaj na Ptuju je bilo to kar posrečeno, no. Dela ptujskih ustvarjalcev so slej ko prej vezana na lokalno okolje. Tudi tukaj lahko najdemo tako imenovani genius loci. Moram reči, da smo ga pravzaprav zasledovali. Čeprav v današnjih pogojih globalnega sveta, tudi v sodobni vizualni ustvarjalnosti nekako stvari grejo preko meja in so umetniki nekako vpeti v eno širše obzorje aktualnih problemov, tudi kadar so zazrti v svojo intimo, tudi kadar se preizkušajo svojo lastno občutljivost. Pa vendarle imamo tudi tukaj na Ptuju, pravzaprav tudi kurente, imamo tudi nekatere poudarke, ki so specifično lokalni, čeprav bi težko za to ptujsko situacijo rekli, da izraža podoben temperament, kot ga recimo opažamo pri prekmurskih umetnikih, ker gre vedno za neko zaokroženo zgodbo, kjer se vsi izrazito odzivajo na svoje lokalno okolje. Tukaj na Ptuju je mogoče to manj prisotno, po drugi strani pa mlajše generacije umetnikov, ki večinoma vse ostajajo tukaj na Ptuju, tukaj živijo, nekako sledijo novim trendom v sodobnih vizualnih umetnosti, se pravi, da gre večinoma za dela, ki so izrazito intermedijska, tudi kadar se na prvi pogled zadržujejo v okviru posameznih likovnih disciplin, se mi zdi, da izrazito kažejo ta intermedijski pristop, večmedijski pristop. V razstavo smo uvrstili dela 32 umetnikov in nekako zasilno pravzaprav smo jih razvrstili v 4 večje skupine. V prvo smo nekako skupaj postavili dela, ki se še vedno ozirajo v naravo, ki iščejo navdih v naravi, v naravnem okolju, pa če tudi gre za tako imenovane notranje pokrajine, velikokrat se navezujejo na sodobne ekološke probleme, pa čeprav so na prvi pogled te krajine lahko tudi izrazito romanticistične, kot je to primer pri Jerneju Forbiciju, ki so tenkočutne, kot lahko to krajino vidimo na delih Marike Vikari, ampak slej ko prej gre za nekako podiživete krajine, neko notranjo pokrajino, ki pa slej ko prej korenini v naravi, v okolju, večinoma tu, v tem okolju, Ptuja in bližnje okolice, tudi kadar nekako šamanistično iščejo neke arhetipske oblike tukajšnje pokrajine, kot je to izrazito na fotografijah Andreja Lamuta. V drugo skupino smo razvrstili dela umetnikov, ki še vedno v okviru
tradicionalnih likovnih disciplin, kot je slikarstvo, raziskujejo slikovno polje, ki se še vedno vrtijo v pogojih medija, kot sta slikarstvo, spravi tradicionalnih medijev, kot sta slikarstvo in kiparstvo. Eden izmed teh je denimo Aleksander Brezlan, ki z ekspresivno gesto sledi svoji roki, svoji potezi, ki nekako skuša svojo fizično prisotnost odtisniti na površino platna. Abstraktni slikar je tudi Gregor Samastur, tukaj za mano, ki za neko lirično abstrakcijo išče mogoče en čisto drugačen vtis kot njegov kolega Brezlan. V okviru slikarskega načina, ki bi ga lahko pogojno še vedno označevali za tradicionalističnega, se vrti tudi Jožef Ultin z svojimi, zdaj že skoraj da ikoničnimi podobami kurentov, z njegovimi podobami Haloške pokrajine, kjer izkazuje to svojo perfekcionistično slikarsko tehniko, slikarske načine, ki na prvi pogled izgledajo konzervativni, nekako iz časa, ki naj bi bil že mimo, pa vendarle vračajo vero v slikarstvo kot v medij, ki najbrž kljub vsem tem novim elektronskim medijem, ki nas obkrožajo, ki nas bombardirajo s svojimi digitalnimi podobami vsak dan, na vsakem koraku, vendarle to slikarstvo bo preživelo in to se je vedno znova izkazalo. In tudi ta razstava, kjer so dela z tradicionalističnimi kanoni, pravzaprav soočena z deli, ki sledijo tej novi paradigmi estetike podobe. Stvari funkcionirajo skupaj, tudi kadar so takole soočene skupaj v eni zaokroženi razstavi. Umetnost je vselej, slej ko prej autorefleksivna, pa vendar smo v tretjo skupino postavili dela, ki so izrazito intimna, ki preizprašujejo svojo lastno bivanjsko izkušnjo v odnosu do družbe, do ekološke ozaveščenosti v smislu sveta, ki nas obkroža, ki se nekako preizprašujejo svojo pozicijo v odnosu do zgodovine, do prihodnosti in celo do svojega lastnega položaja kot ustvarjalca na področju likovne umetnosti. Mogoče bi tu v prvi vrsti izpostavil Dušana Kirbiša in njegovo sestavljeno kompozicijo z naslovom Ich Bild. Dušan Kirbiš je študiral v Nemčiji in se mi zdi, da se v svojem slikarstvu slej ko prej vedno znova navezuje na to tradicijo nemškega romantičnega slikarstva, ki se je znova obudilo v neoekspresionizmu. Zagotovo je Dušan Kirbiš vodilni predstavnik te linije v slovenskem slikarstvu v zadnjih 20, 30, mogoče še nekaj več letih in ta njegov naslov Ich Bild smo si izbrali pravzaprav tudi za podnaslov naše razstave, za svojo večpomenskostjo nakazuje, da gre pri vseh teh umetnikih, pa čeprav smo jih skušali povezati v neko zaključeno zgodbo, da gre pri vseh njih za neko osebno držo, ki se mi zdi, da je znova po obdobju visokega modernizma, ki je skoraj da izganjalo osebni temperament iz slikarstva, znova toliko prisotno, da lahko se tudi po teh razstavnih prostorih sprehajamo od ene individualne zgodbe do druge individualne zgodbe. V četrto skupino smo razvrstili tako imenovana družbeno angažirana dela, ki pa ni nujno, da so takšna na prvo žogo, na prvi pogled. V prvi vrsti gre za dela, ki se nekako navezujejo na stanje duha današnje družbe, tudi za tehničnimi sredstvi, ki jih uporabljajo, se pravi za to, tem intermedijskim pristopom, z digitalno estetiko podobe. Tudi političen naboj je tisti, ki smo ga iskali. Se mi zdi, da je današnji trenutek v svetu takšen, da je tudi takšen odziv pri umetnikih slej ko prej vedno znova dobrodošel. Razmislek umetnosti je na tem področju seveda izjemno pomemben. In resnici na ljubo je pravzaprav samo eno delo Gabriela Berliča, ki se neposredno navezuje na to strahoto vojne, ki jo doživljamo tako rekoč ne samo na mejah Evrope, sredi Evrope, vedno znova po razpadu Jugoslavije, ko smo verjeli, da je to morda pa res
zadnja vojna na tleh Evrope, znova doživljamo pravzaprav strahote in nekako smo iskali dela, ki bi se nekako navezovala tudi na to pereče vprašanje današnjega sveta. In Gabriel Berlič ni neposredno, ne navezuje svoje zgodbe neposredno na to, kar se dogaja v Ukrajini, pa vendar je njegova zgodba jasna in čitljiva. Podobno velja za Metko Zupanič. Njeno delo je izrazito intermedijsko in pravzaprav edino, ki se seli v bližino tako imenovane video umetnosti. Izmed teh je v razstavi zanimivo pravzaprav samo eno delo Roka Goloba, ki pa na zelo simpatičen način podčrtuje to lokalno zgodbo, ta genius loci s svojimi sprehodi po Ptuju, po tem najstarejšem slovenskem mestu, ki svojo starosvetnostjo seveda navdihuje ne samo umetnike, ki tukaj živijo, ampak tudi vsakogar, ki zaide semkaj na ta konec Slovenije, ki se včasih zdi tako malo umaknjen, tako v senci Maribora, ampak vsaj ta razstava kaže, da Ptuj dejansko ne zaostaja v ničemer za sceno večjega mesta, glavnega mesta vzhodne Slovenije. Čeprav govorimo o intermedijskem pristopu večine teh umetnikov, bi vendarle lahko rekli, da, kar je zanimivo, na tej ptujski razstavi prevladujejo fotografi, ki so vsaj po svoji osnovni vokaciji fotografi. Mislim, da izmed 32 je kar 9 fotografov in vsi so izvrstni z doajenom fotografije, z lokalnim kronistom Stojanom Kerblerjem na čelu in na drugem polu z fotografijami Branka Lenarta, ki je nekako bolj kozmopolitski in že dolga leta pravi ambasador ptujske kulture v Avstriji in drugod po svetu, ampak tudi mlajši so pravzaprav vsi študirani fotografi z zaključeno šolo na praški FAMU, Beogradu ali kjerkoli že in nekako rešujejo pozicijo fotografije v tem današnjem času, ko s pomočjo digitalnih tehnik si vsakdo domišlja, da je vrhunski fotograf, ker mu to omogoča tehnika. Tukaj pa gre za izrazite avtorske zgodbe, ki moram reči, da predstavljajo mogoče najbolj kvalitetno jedro te razstave. Zanimivo je, da je med sodelujočimi umetniki pravzaprav samo en kipar, tudi en sam kipar se je tukaj prijavil. Tomaž Plavec je sicer, se mi zdi, po svoji osnovni izobrazbi slikar, ampak se v zadnjem času posveča kiparstvu, ki je tudi zelo ekspresivno v svojem izrazu in poudarja kiparski izraz kot tak in nekako poživlja to razstavo. Še en zelo zanimiv vidik te razstave se kaže tudi v delih, predvsem avtoric mlajše generacije, ki se posvečajo grafiki, se pravi klasični grafiki globokega tiska, kar je pravzaprav nenavadno, glede na to, da je celo Ljubljanski grafični bienale nekako že razširil to svoje polje razumevanja grafike, ampak to je slej ko prej tudi dejstvo, ki izhaja iz tega, da so vse te mlade grafičarke, Alja Košar, Tamara Rimele in druge, zaključile študij na Mariborski fakulteti, kjer posvečajo posebno pozornost grafiki. Z takšno pregledno razstavo Galerija mesta Ptuja tako rekoč uresničuje svojo neformalno poslanstvo matične galerije. Ptujska galerija je v zadnjih letih postala eno izmed najpomembnejših razstavišč sodobne umetnosti v Sloveniji, pa čeprav formalno ni vpeta v nobeno muzejsko-galerijsko mrežo. Nenazadnje sta lansko in predlansko leto nagrado Prešernovega sklada dobila umetnika, ki sta s svojimi preglednimi razstavami predstavila prav tukaj na Ptuju. In zato je skrajni čas, da se tudi tej galeriji na Ptuju nameni potrebna pozornost, mogoče tudi v okviru nekega formalnega statusa.